Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o zanikanju, o mišičnem testu in o tem, ali lahko mišični test laže. No, v glavnem naučila vas bom kasneje, kako se dela mišični test. Jaz verjamem, da mnogi ga že znate delati, ampak vseeno bomo govorili o tem. Predvsem me pa zanima, moje vprašanje je, zakaj toliko ljudi živi v zanikanju svojih čustev in ostalo reče, ne. Tega pa jaz ne čutim. No, vam raje povem mojo zgodbo. Dojila sem drugo hčerko, se pravi, stara sem bila takrat 32 let, sedim s knjigo Louise Hay, Moč je v tebi in v miru, vse veste, ko je tam dojenček star 8-9 mesecev, 8-9 mesecev je tako, da ga vsak šum ga zmoti in mamica, ki ste in ki dojite, veste, kako to izgleda, pač v glavnem ga vse zmoti in enostavno se ne nahrani. Tako da sem začela se umikati v sobo, da sem bila v miru z dojenčkom, da ni bilo motečih faktorjev in sem lepo v miru dojila in potem otroček zaspančka in jaz malo preberem knjigo in se ukvarjam s svojimi čustvi. No in v tisti knjigi piše, da pej čez najbolj težavne odnose in preveri prva misel, ki gre skozi tebe, kaj občutiš. No in takrat sem tako, s svakinjo nisva bili na neki relaciji. Saj veste, kako sem razmišljala. Pač verjamem, da tudi vi imate mogoče kakšnega čudnega sorodnika, pa si rečeš, tale sorodnik je tak in govoriš o njim, je tak, pač z njemu se ne da. V glavnem, in jaz sem takrat razmišljala, kaj občutim do svatkinje in gre skozi mene, fauš sem ji. In v glavnem, to ni od mojega brata žena, da se razumemo, ampak v glavnem ta druga svatkinja. No in v glavnem, in prva stvar je šla skozi mene, ne, to pa ne, jaz sem dober človek, ne, jaz nisem nikomur fauš, se veste, kaj je faušarija, ne, neuščljiva. Ampak tako, ko sedim v tišini, jaz sem ji bila nevoščljiva, ker je imela lepši partnerski odnos kot jaz. In potem začnem razmišljati, kaj pa jaz občutim do mojega moža. In gre skozi mene, sovražim ga. Ne, jaz sem dober človek. Skozi cerkveno vzgojo, pač jaz sem na cerkveno vzgojena, hodila sem k verouku, vse zakramente imam, v glavnem in seveda smo se učili, kaj je 7 smrtnih grehov in eden od teh smrtnih grehov je tudi sovraštvo. In kaj sem jaz naredila? Knjigo enostavno dala stran, jaz sem dober človek, jaz ne sovražim, ker to pomeni, da kdor sovraži, ima direktno vstopnico za v pekel. No, v glavnem kakorkoli. Nisem imela orodij, kako bom počistila sovraštvo. In zdaj točno vem, da jaz sem imela to sovraštvo do duše bivšega moža. Se pravi, do njegove duše iz preteklih življenj. Ampak takrat, ko sem imela 32 let, se pravi, bilo to leta 2002, ni bilo orodij, nisem imela orodja, kaj naj delam zdaj s temi čustvi. In mnogi ljudje, recimo, ko grejo na kakšno postavitev družine ali pa kakšno, ne vem, regresijo in tako naprej, naenkrat dobi paket čustev, ki sploh ne ve, kaj naj z njimi dela. In zadnjič me je ena gospa razlagala, da ne vem točno, kakšne terapije so delali, ampak da več ljudi, ki si je šlo na neke terapije, so šli direktno na psihiatrijo. Zakaj? Zaradi tega, ker se ti odpre neka Pandorina skrinjica, ko enostavno ne veš, kaj delati s temi čustvi. No in danes vam bom razložila, da pod prvo, zakaj pač normalno zanikamo svoja čustva, zaradi tega, ker je to na nek način obrambni mehanizem, po drugi strani pa smo bili naučeni glede preživetja. No, zdaj pa pojdimo pogledati najprej ta del. Zakaj zanikamo svoja čustva? Poglejmo zgodno otroštvo. Bom kar tukaj napisala, zanikanje. In zdaj si predstavljajte mečkega otroka. Mečken otrok nagaja
ali pa želi pozornost. Pri 2 letih ni nihče od nas v zanikanju. Pomislite, 2-letni otročiček začne pač izraža svoja čustva. On vztraja, takrat, ko hoče igračo, on hoče igračo in vztraja pri tej igrači. Ko nekaj drugega hoče, vztraja pri teh zadevah in mi rečemo, da otrok je trmast. Vse lepo in prav, vztraja pri svojem. Izraža svoja čustva. Ko je jezen, ko je žalosten joka, ko pač izraža svoja čustva. Kako pa potem mi tega otroka vzgajamo? Če jo vzgajamo na odtegnitev ljubezni, jaz vem, sem že slišala ljudi, da vzgajajo na ta način, mamica te nima več rada, zato ker nisi dovolj priden. No, zdaj pa pomislite. Mamica te nima več rada. Ali pa, mami bo kar šla, veš, zato ker nisi ubogal. Pomislite, kaj se zgodi v tem majhnem otroku. Mamica bo kar šla, kako bo majhen otrok preživel brez mamice. Mami te nima več rada. To pomeni, da naenkrat je tako, zdaj pa jaz nisem več v redu, zato ker izražam čustva in zato se moram preživeti. Se pravi, boljš, da zanikam svoja čustva, postajam ubogljiv in dejansko pašem v neko škatlo, v nek okvir, in ko pašem v nek okvir, pomeni, da na ta način bom najlažje preživel. In zdaj, če pogledamo, naučimo se tako močno zanikati svoja čustva, da enostavno nismo več v stiku s sabo. In normalno, da slej ko prej mora spregovoriti telo, da mora nastati neka bolečina, da se spomnimo, da imamo sploh čustva. Da mora nastati, veste, danes sem prav razmišljala, to je Tanja Žagar je javno govorila o tem, kako je naenkrat občutila nek grozen strah, ko je njena hčerkica ni dihala in v njej se je nekaj sesedalo in na podlagi tega je potem, ona ve, da je potem to sprožilo raka pri njej. V glavnem, tukaj ne govorim o zanikanju, ampak to pomeni, da nek dogodek v našem življenju lahko aktivira vsa čustva, ki so nekje globoko skrita v nas. Največkrat, seveda, v zgodnjem otroštvu se sigurno nekaj zatakne. Še več stvari pa mi prinesemo s sabo kot duša. In zdaj tukaj seveda vas bom povabila za vse tiste, ki iščete rešitve na svoje težave, povabljeni v moj spletni program. Imam vodene meditacije, lahko sami predelujete v svojem ritmu te meditacije, lahko pa tudi greste v tečaj oziroma online šolo, ki jo začnemo v naslednjem mesecu in preko te online šole bomo pa skupaj predelali te zadeve. Se pravi, kje se je zataknila energija. Ali je to zgodnjo otroštvo, ali je to, ko duša prinesemo s sabo. In zdaj pogledamo to kot duša, ko prinesemo neke programe s sabo. Če sem v enem od preteklih življenj izgubila otroka, to pomeni, da imam na tem energetskem nivoju zakodirano nek strah in sploh ne vem, od kje imam ta strah pred izgubo otrok. In če pride do točke, ko lahko izgubim otroka, se v meni zbudi neko čustvo, ko enostavno poruši ravnovesje v mojem telesu. No, in v tem mojem spletnem programu in tudi bom dala od spodaj vse povezave, boste lahko šli sami pregledati, boste videli, kaj vas potegne, ampak v glavnem predelamo tudi take meditacije, delamo, da počistimo te zataknjene energije. In zdaj naprej vas bom naučila, kako najprej naredite mišični test in potem vas bom naučila, kako počistimo te vzorce. Še prej, preden grem na to, vam želim razložiti to. Večina teh stvari, kar vas učim, je po knjigi Ko imajo duše žur, seveda tudi iz knjige Ko imajo čakre žur, ko imajo moški hormoni žur, se pravi čiščenje podzavestnih vzorcev. Želim vam pa pokazati
kaj pomeni višja duša, nižja duša, zakodirana energija, se pravi to, kar mi predelujemo skozi naše vzorce. Se pravi, mi moramo razumeti, da naša duša je v to življenje prinesla neke vzorce, se pravi nek karakter, nekaj, kar imamo za predelati. In kaj to zdaj pomeni? Mogoče bom tole ven izrezala, ker dejansko zdaj iščem, kje je ta višja duša, da vam bom lažje razložila, kaj to pomeni. Nekako ne najdem. No ja. Očitno bom zrezala ven tole, pa bom najdla, samo majčkeno počakajte. Najdla, glejte. Takole, tole je bombica energije in tukaj so zakodirana nižja čustva. Tukaj je naša višja duša in tukaj so zapakirana vsa dobra dela iz preteklih življenj. No in to bolj podrobno razlagam seveda v teh mojih tečajih, v tej šoli, ki jo začnem oktobra. In zdaj, če tako gledamo, tale bombica energije, tukaj spodaj, tukaj noter so zapakirana čustva, kot so strah, sram, ne vem, strahov je tisoč in en, a ne? Strah, da ne bom nekoga razočarala, strah pred sodbo ljudi. Vemo, da eno od najpogostejših strahov je strah pred smrtjo in drugi strah je strah pred javnim nastopanjem in strah pred sodbo. In seveda gremo v te zapise tudi iz preteklih življenj, ker strah pred sodbo je povezan največkrat s srednjim vekom, pred sojenjem, pred sramotilnimi stebri in tako naprej. Vse te stvari pregledamo in počistimo. Se pravi, mi ne odpiramo Pandorine skrinjice in vam pomečemo nekaj duhove, ampak dejansko vse te stvari čistimo sprot in delamo pač, to so vodene meditacije, tako da stvari sigurno delujejo. No, zdaj pa poglejte, se pravi, zgodnje otroštvo nosi svojo težo. Mi kot duša, mogoče zaobljuba iz enega drugega življenja, enostavno ne zmoremo potem narediti korak naprej. Zdaj pa vam povem reči kakšno zgodbo, da vam bo bolj enostavno. Recimo, če jaz gledam, kot duša sem imela zaobljubo iz enega drugega življenja, da nikdar več ne bom sama z otroki. In ko sem jaz šla k terapevtu, ki mi je pokazal mišični test, in sva prišla do zaobljube, se pravi, nikdar več ne bom sama z otroki, in on tako zamahne z roko in reče, to je pa iz enega drugega življenja. In mi je bilo tako, a ja, a res? No, in v glavnem sem potem šla na eno delavnico, drugo delavnico, kjer sem dejansko prišla do zaključka, zakaj imam zaobljubo iz enega drugega življenja, da ne bom nikdar več sama z otroki. A vam povem celo zgodbo? V glavnem, bila je delavnica, tega je sama na mojih delavnicah ne delam in vam ne priporočam, da to sami delate. V glavnem, na delavnici smo si gledali v tretje oko. In tega ne dela doma in ne delati, pač to je intimna zadeva, s partnerjem lahko to delate, lahko delate to pač v najbolj intimnem krogu, ne pa s tujci. Zdaj pa, dobro, takrat tega še nisem vedela. Na delavnici je bilo 43 ljudi, nekdo je bil brez para, sem rekla, ok, bom uletela noter. Delavnico je vodila ena druga gospa in v glavnem uletim noter in damo si roke, se predstavlja in v glavnem mesec v tistem, ko sem začela temu gospodu gledati v tretje oko, vklopilo vklopil pogled na eno od prejšnjih življenj in tudi vsa čustva. Se pravi, Pandorina skrinjica. In vsa ta čustva, ki jih je pometal ven, je bilo žalost. Žalost na žalost, žalost, morje žalosti mi je pometal ven. In seveda so mi začele teči solze in skozi mene je šlo, kje si hodil? Jaz sem te čakala, tebe ni bilo.
In v naslednjih nekaj minutah sem dobesedno videla moje življenje. Jaz sem bila v tistem življenju Marta, on je bil John. Imela sva 2 fantka in bila sem noseča za 3. otroka, ko je on odšel v vojsko. In so ga tam ubili, ampak on je meni obljubil, da bo prišel nazaj in da se bo vrnil. In seveda, ker je bil mrtev, se ni mogel vrniti in sem ostala sama. Sama z 2 otrokoma in noseča, potem sem rodila hčerko in hčerka je umrla in takrat sem dala za obljubo, da nikdar več ne bom sama z otroki. Veste, kaj je ironija, ali pa tako, mora biti zelo malo smešno? To je duša moje hčerke Sare. Je bila ta, ki mi je umrla v tistem življenju. In v tem življenju, seveda, ko sem bila noseča za Saro, strah, meni bo otrok umrl, meni je strah, da bo otrok umrl. Pač nerazložljiv strah, meni bo otrok umrl. In Saro sem rodila v začetku 35. tedna, bila je nedonošenček, rodila se je z 2-krat popkovino okrog vratu, vijolična, tako kot tale, mečka bolj vijolična, no, ampak približno take barve kot tale moja tunika. V glavnem, strah, da bo meni otrok umrl, grozen strah. Pač to vam ne morem povedati, kakšen strah sem jaz imela, da bo meni umrla Sara. In potem pri 2. in 3. hčerki tega strahu nisem več imela. Samo Sara. In zanimivo, kdaj sem se ločila? Ko je bila Sara stara 18 let. Se pravi, zdaj je odrasla, zdaj je v redu, ona ni več otrok, ona bo preživela. Pač tako neverjetno. Za obljubo iz enega drugega življenja. V glavnem, no zdaj, če gledamo, ne, se pravi, to je moja pot, ne, tale dušna zaobljuba. Ampak verjemite mi, da skoraj vsi ljudje, ki pridejo k meni na osebno svetovanje, imajo sovraštvo do duše človeka. Zdaj, zakaj sem imela jaz sovraštvo do duše mojega bivšega moža? Zaradi tega, ker skoraj vseh preteklih življenjih je na nek način bil vpleten ali v mojo smrt, ali v smrt mojih otrok, ali pač nekaj tako močna karmična povezava. No, zdaj pa tretja zadeva, ki pa še vpliva na to, zakaj smo mi v zanikanju, je pa povezana s koreninami družinskega debla. Danes sem šla na kolo in tukaj pač malo reklame naredim za kraške kolesarske steze. To je lepo izsežane proti Dutovljam oziroma proti Komnu. Zame je sicer predolga pot do Komna, tako da sem našla eno tako luštno pot iz Sežane do Dutovelj in ven pridem pri vojaškem pokopališču iz leta 1915 do 1917. In potem grem čez Kreple, pač nekaj za Krepent, in potem po eni gozdni poti čez križ in nazaj. No, v glavnem tak lep krog, naredim in se premigam, res super. Tako da, če imate priložnost, probejte to kolesarsko pot. Če imate električno kolo, bo še boljš, tako da jaz zgonem na navadno kolo. In sem tudi že probala z električnim kolesom ta dolgo progo do Komna. Ja, dobra je, ampak bom vztrajala pri ta kratki progi. No, v glavnem, v vsakem primeru, tam je vojaško pokopališče. In zdaj pomislite, leta 1915, to je generacija recimo mojega dedka in moje babice. Če ste mlajši, pomeni, da vaših prastaršev in prababic. Zdaj pa pomislite, to je nekaj, kar je zakoreninjeno v naših celicah, ker po družinskem deblu se prenašajo te kode, ki jih moramo počistiti, se pravi, prva generacija starši. Direktno pokasiramo, ker nastane novo življenje, očetova energija, mamina energija in energija naše duše.
se pravi prva generacija, generacija naših starih staršev. In zdaj pojmo najprej pogledati to, kaj so naši stari starši doživljali, ko so bili oni majhni. No, če jaz grem na moje stare starše, moj star oče, star je bil 14 let, ko se je začela prva svetovna vojna, star je bil 40 let, ko se je začela druga svetovna vojna. Glejte, 2 svetovni vojni je dal skozi. Moja stara mama, stara je bila, se pravi, 10 let, ko se je začela prva svetovna vojna in 36 let, ko se je začela druga svetovna vojna. Moj oče, star je bil 1 leto oziroma, takrat, ko se je on rodil, 40. leta, se je začela prva svetovna vojna, a ne druga svetovna vojna. Mama se je rodila takoj po vojni. Kakorkoli, tudi če ni bilo v vašem družinskem deblu pobojev, tudi če ni bilo v vašem družinskem deblu, da je nekdo kar zginil, pomeni, da je mogoče je bilo neko pokanje, mogoče je bilo streljanje. Vi imate to v svojem družinskem zapisu. V koreninah družinskega debla je strah glede preživetja. In to imamo vsi, da ne govorim potem kolektivna zavest, ki je povezana s tem, bodi tiho pa potrpi, mi smo tako majhni, pa Slovenci smo tako majhni, pa moraš biti, mi smo majhni in ta majhnost je zakoreninjena v našo zavest, to je pa kolektivna zavest slovenskega naroda, hlapčevski narod, moramo biti tiho, moramo potrpeti. To je nekaj, kar imamo vsi za počistiti. Pa bod pameten in zato pač pišem vse te knjige glede osebne rasti, zaradi tega, da lažje vam pomagam, da greste v zapise, da lažje počistite. No, zdaj pa končno gremo na mišični test. A ste dočakali? Tisti, ki ga še ne znate delati, ker gledajte, terapevt, ki meni pokazal mišični test, oziroma kako sem jaz prišla do mišičnega testa, vam povem zgodbo. Moja prijateljica Tatjana je zanosila, ko je bila stara 43 let. Ko je bila stara 44 let, se pravi, pač mi, da so iz srednje šole prijateljice, grem k njej, v glavnem ona kuha kavo, njena hčerkica je bila stara 1 leto, ona kuha kavo in medtem, ko kuha kavo, reče, a veš, jaz pa točno vem, zakaj se mene denar ne drži. Jaz sedim tam in rečem, zakaj? Je rekla, veš, zato, ker sem naredila mišični test in je pokazal, da mene je vzgajala moja stara mama, ki je govorila, vsi, ki imajo denar, so barabe. Jaz sem dober človek in se denarja enostavno znebim. No, in lejte. In jaz rečem tistem, jaz rabim tega terapevta, zato ker meni ni logično, zakaj ne zmorem reči besedo ločitev, čeprav vse v meni kriči. Da se razumemo, moj bivši mož je večkrat predlagal v navalu jeze, da zahteva ločitev, da podpiše, da ta trenutek podpiše, da mi spakira kufre, da so tam vrata, da lahko zginem. In vsakič se jaz samo jokala, nisem zmogla izreči dovolj. Zdaj pa jaz zahtevam ločitev. Ampak sem se samo sesedla, ker zadaj je bila zaobljuba, nikdar več ne bom sama z otroki. In jaz dokler nisem razumela, da je zadaj zaobljuba iz enega drugega življenja, sem se samo sesedla in jokala. Ker pogledajte, kako delujejo te zadeve, ni to zanimivo? Kako zanimivo delujejo vse te zaobljube iz preteklih življenj. No, v glavnem. In potem, ko sem jaz to zavestila, da je to iz preteklega življenja zaobljuba, no, potem sem pa lahko rekla, zdaj pa dovolj, zdaj pa jaz grem naprej, v redu je, spuščam te, ker te ne morem usrečiti, v redu je. No, ampak, v glavnem, pojmo zdaj na mišični test. Mišični test deluje čisto preprosto, se pravi, če zdaj vi mene pogledate, v glavnem najbolj pomembno je, da imamo ta mišični ali vratni del sproščen in tudi pri ljudeh, pri katerih mišični test ne deluje,
pomeni samo to, da so tako močno blokirani, da ne morejo biti v stiku sami s sabo. Se pravi, so tako močno v zanikanju svojih čustev, da ne zmorejo občutiti, kar občutijo. No, ampak to spada ali na osebno svetovanje, ali pa spada v okviru tega programa, online programa, kjer dejansko pridemo do tega, da te stvari počistimo. No, v glavnem. Zdaj, če pogledamo, glejte, če jaz zmigam tukaj gor rame, naprej, nazaj in ravno tako lahko vi naredite, globoko parkrat vdihnemo skozi nos, globoko v trebušno prepono, izdihnem skozi usta, tako. In zdaj novejše raziskave so dejansko pokazale, če parkrat podihaš, tako kot recimo takrat, ko ihtimo, tako, recimo 3-krat. Se hitrejš poveže ta koherenca med srčno in kronsko čakro, pridete v ravnovesje in ste hitrejši v ravnovesju sami s sabo. Se pravi, parkrat podihate in ko parkrat na ta način podihate, potem lahko date roke na prsa ali pa jih samo spustite, da visijo ob telesu, zamižite seveda, glavo sprostite in jo rahlo date takole na prsa, kot ptiček, kot papagajček, ki spi. Vdihnete, izdihnete in zdaj recite, moje ime je, in izrecite svoje ime. In dovolite, da odnihate naprej. Jaz na svoje ime odniham naprej. Lahko se zgodi, da odnihate nazaj. Se pravi, moje ime, če jaz zase rečem, je Minka, grem naprej. In če rečem, moje ime je Polde, kar sigurno nisem, grem nazaj. Probajte vi. Moje ime je in dovolite, da odnihate naprej ali nazaj in potem recite, moje ime je recimo Minka, ker skoraj nobene Minke ni v Sloveniji, nas smo zelo redke. V tem primeru dovolite, da odnihate, kamorkoli odnihate. Se pravi, kamor odnihate na svoje ime, to je za vas resnica. No, v glavnem, to je zdaj prva zadeva. Zdaj definirate, kaj je za vas resnica. Moje ime je. In zdaj, če vzamem, kjero knjigo vzamem. Recimo, pojmo kar, ko imajo duše žur. Se pravi, začnemo takoj na začetku, kjer govorimo o mišičnem testu in govorimo o tem, da preverite z mišičnim testom, potrebo imam potem, da sabotiram svoj napredek. Se pravi, potrebo imam po samosabotaži. Ker če imate potrebo potem, da sabotirate svoj napredek, ste tako kot v risanki zajec, se veste to, a ne kako zgleda, gre in nastavi bombo, potem pa gre 2-krat okrog hiše in stopi na bombo in se mu kadi iz glave in sploh ne ve, kje je. No, meni se zdi, da sem bila v mojem življenju na ta način tudi jaz sama. Potem naprej lahko preverite. Potrebo imam po zanikanju svojih čustev. No, in če jaz zdaj ne preverim, potrebo imam potem, da zanikam svoja čustva, ne, grem nazaj. Ampak bila sem tam. Jaz sem zanikala svoja čustva. In je bilo tako, a ne, jaz pa ne. Jaz pa tih čustev nimam, to imajo drugi. In zato je tako pomemben ta sistem ogledal. Vse, kar opazimo pri drugih, na nek način govori o nas. No, to sem najbolj nazorno videla, ko smo 6 let nazaj nabavili 2 mucki. Mi imamo 2 ragdoll mucki in je bilo tako, glede na to, da ljudje, ki jih poznam, so vedeli, da mi nimamo mačk doma, da smo ljubitelji psov. In je bilo tako, a mačke boste kupili? Mačke, ja, mačke so pa zahrbtne. A daj, mačka te poišče samo takrat, ko nekaj hoče od tebe. A mačke so dvolične. In ne vem, tako sem bila zanimiva, kako opisujejo, kakšne so mačke. Jaz sem prišla do zaključka, da na nek način opisujejo sebe, kar je svet ogledal. Poglejte, vse to, kar govoriš o drugih, govori o tebi. Se pravi, ko opisujemo
druge ljudi, ta človek je tak. Na nek način opisujemo sebe. Ne? In zdaj pogledajte, mačke so, ko nekoga sodimo, mačka je samo mačka, da se razumemo. Mačka je pač mačka. Mačke so prijazne, mačke čistijo energijo. In na nek način govorimo o nekem skritem delu sebe in lahko preverimo, če jaz preverim z mišičnim testom in rečem, zase menim, da sem dvolična, zase menim, da sem hinavska, zase menim, da ljudi poiščem, ko jih rabim, samo takrat, ko jih rabim. Ne, vi preverite za sebe. In druga zadeva, ko imamo sodbo v nečem, recimo cerkev, ogromno ljudi je tako, ne, jaz cerkev ne maram. Tam so sami kakšni ljudje. Jih spet na nek način damo v neko škatlo, ampak na nek način te sodbe govorijo o nas. No in vse to seveda, vzemite v roko knjigo, začnite delati po njej, knjiga stane 29,90, imate dejansko za 29,90 vodič po čiščenju vaše podzavesti. In potem, če gremo naprej, recimo, potrebo imam potem, da potlačim čustva. V duši nosim potrebo po bolezni. To je zdaj pa pojmo nazaj na tisto, na trditev Joe Dispenza. Ustvariš novo bodočnost s tem, da postaneš nova oseba. Kako naj jaz postanem nova oseba, če sem to, kar sem? Kar nas definirajo geni, nas definira vzgoja, nas definira vse in potem nekaj postanem nova oseba. In nova oseba dejansko postanem takrat, ko začnem čistiti svojo podzavest. Vam povem še en primer iz mojega življenja. Nekoč, pa tisti, ki spremljate moj kanal, itak poznate to zgodbo. V glavnem, bila sem v maski sem bila za neko snemanje, pride en gospod, s katerim sem sodelovala leta nazaj, mogoče 20 let predtem, nismo se niti videli, niti nič nobenih stikov. In pride noter in reče dan, pa rečem živijo, pa povem njegovo ime, pa reče, gospa, jaz vas ne poznam. Tako pač, živijo, se ne spomniš. In on reče, čak, kdo si? In reče, Minka. Rekel, čak, Minka? Jaz poznam samo eno Minko in ona ne zgleda tako, kot vi. Sem rekel, je normalno, jaz sem. In reče, joj, ko pa dela tvoj mož s tabo. Sem rekel, nič, ločila sem se. In se usede in reče, ne. Minka, ki jo jaz poznam, se ne bi nikdar ločila. Ja, se ne bi, ker je dala za obljubo pred Bogom, pred pričami, pred cerkvijo, pred vsemi, dokler naju smrt ne loči. Jaz sem se zaobljubila in tudi cerkvena poroka seveda je zaobljuba. In zdaj pogledajte, večina tudi krščanskih zakonov, pogledajte svoje starše, kako izgleda. In potem se pobijata, kdo bo prej koga pobil. Ker pa je pa svoboden, ker cerkvena poroka razpade s smrtjo. Jo ne moš razveljaviti. Kdor pa jo razveljavi, nekaj ljudi poznam, ki so šli v to, da so razveljavili cerkveno poroko. Ja, v tem primeru so pa morali iti na cerkveno sodišče in pogosto, če moški vloži za cerkveno ločitev, je bolj blaga ločitev. Če ženska, take primere poznam, ja, dobesedno žganje čarovnic. No, in smo potem naprej spet zamera do cerkve. Zakaj le? Ker če so vas v enem od prejšnjih življenj skurili na grmadi in vas je obsodila sveta inkvizicija, ja, kdo ne bi imel zamero do svete cerkve. No, tako da tukaj noter to predelamo s vsemi temi mojimi programi, seveda tudi v knjigah. Vzemite knjigo in začnite čistiti. No in zdaj pa naprej, nekaj podzavestnih programov. Preverite podzavestni program, ženska je manj vredno bitje. Se pravi,
Če ste moški, če ste ženska. Ženska je manj vredno bitje. Jaz vam ne. Če izstopam, sem kaznovana. Kurjenje čarovnic, veste. Če sem pokopana, a nepokorna in ubogljiva, sem sprejeta. Ne, jaz nočem biti pokorna in ubogljiva. Pač jaz sem jaz, če sem nekomu všeč prav, če mu pa nisem všeč, pa briga me. A vam še nekaj povem? Je to dobro. Imeli smo birmo za mojega nečaka. In seveda grem v cerkev in pač je bila birma in po končani birmi sedim od zunaj in srečam, tam pride mimo moj sošolc, ki je močno v krščanstvu vpleten noter v, kako se reče, cerkveno občestvo. Pride mimo in bila sva sošolca, celo osnovno šolo, celo srednjo šolo. In reče, živjo! In se obrne stran. Tudi od zdravo ni. Kaj ne? Ok, v redu. Sej, to ni moj problem, če se on mene sramuje. To res ni moj problem, ne? Jaz te ne poznam, zato ker pač pišeš take knjige. Pač kva znečemo. No, v glavnem, v vsakem primeru, ja, čez take zadeve in če se močno kvačkate v življenju, pač začnite delati na sebi, a ne? In zdaj, če se zdaj vrnem na začetku, ker sem rekla, današnji video je namenjen za vse tiste, ki zanikanje morate predelati, potem mišični test deluje in tretja zadeva, in kako in zakaj lahko se mišični test tudi moti. Ker poglejte, lahko se zgodi, da boste naredili mišični test, če so Minkine tele meditacije dobre za mene. Zdaj pa poglejte. Kaj se lahko zgodi? Imate 1001 težavo, vas boli tukaj, imate kronična vnetja v telesu, imate ni da ni težav in preverite z mišičnim testom. Globoko v sebi občutim, da Minkine meditacije mi lahko pomagajo in greste nazaj. Zakaj? Zato, ker niste počistili sabotaže. Ker dokler imate vi potrebo potem, da sabotirate svoj napredek, bo vedno pokazal vse ne, kar vam lahko koristi. Zato je tako pomembno, ne? Sabotaža samega sebe. Potem, kaj je še? Zanikanje svojih čustev. Potreba potem, da vse potlačim. Ja, pač nekaj treba narediti, zato ker dokler imate težave, svoje fizične težave, sklepi, z oklepanjem, artritis, karpalni kanal, to je vse vnetje na celični ravni in kaj vam povzroča vnetje na celični ravni? Verjemite mi, da ne samo hrana, ampak čustva. Čustva strahu, jeze, sramu, sram in sovraštvo. 3 SSS. Zdaj, če gledamo drugo svetovno vojno, SS, ja, so bili najhujša oblika. Ampak 3 SSS. Sovraštvo, sram pa strah. 3 S. Najnižja vibracija čustev, ki jih je potrebno počistiti, da se osvobodite. Joj, tale video je postal tako dolg, očitno traja nekaj časa, da zalaufam. V glavnem, zdaj zakaj mišični test ne deluje? Zato, ker niste počistili sabotaže. No, zdaj pa preden zaključam tale video, še karte prehodu na novo dobo, dajmo pogledati, kaj vam stvarstvo sporoča za tebe, ki si vztrajala toliko časa, oziroma vztrajal toliko časa. V glavnem, kaj ti sporoča ta trenutek, kaj je zate res pomembno, da vse vestiš, da veš, kaj je tisto, kar je zate pomembno. Ti veš, čas je, da spoznaš resnico, ker ti si resnica. Prišla je beseda jasnost oziroma intuicija. Jasnost, karta 69, 6 in 9, zanimivo. Vibracija 6 pa 9, vemo, da 6 mnogi povezujejo z energijo kot hudič, ampak to je samo narobe obrnjena devetka, ne? Se pravi 9 vibracija Boga. Ko se ne znam odločiti, me zadržuje strah.
Strah je kot virus. Takrat dovoljujem, da ljudje okuženi s strahom manipulirajo z menoj. Jasno mi je, kaj je dobro za mene. Jasnost mi pomaga do čiste resnice. Enostavno vem in se zavedam, kako delovati, ker v zavedanju je moja moč. V zavedanju je tvoja moč, a ne? In ja, ki je pa tvoja nemoč v zanikanju. Tako da ja, vzemite v roke kakšno knjigo, začnite delati na čiščenju svojih vzorcev in na ta način boste postali nova osebnost in ta nova osebnost bo pritegnila v svoje življenje vse tisto, kar vam po božanskem načrtu pripada. Tako da uživajte na tem potovanju in ja, pač vem, da. Veste, kaj je rekel? Joe Dispenza je rekel, da 95% ljudi ne naredi čisto nič na sebi. Da je bolj enostavno sedeti doma na kavču, vzeti v roke daljinc ali pa telefon, drsati po telefonu, prižigati kanale, gledati nadaljevanke, biti nekje v nekem kavču, dobesedno, in ne narediti nič. Ja, vsaka stvar, vsaka sprememba potrebuje čas, potrebuje energijo in potrebuje pač neko delo. In zato pač organiziram take zadeve, zato pišem knjige, zato tudi to snemam videe, da vam podam roko, da naredite korak naprej. Pač tako, jaz čutim prav poslanstvo, prav misijo, da vam pomagam. Misija se reče, ne misija. No, pač poslanstvo, da vam pomagam, ker vem, kakšne spremembe lahko naredite samo s tem, ko počistite vzorce. Tako da, veselo nedeljo in ja, lepo je, ko se osvobodiš, lažje, predvsem postaneš lažja, lahkotnejša, pač osvobodiš se fizične teže, telesne teže, telo se preoblikuje, predvsem pa bolezni zginejo, pač res se splača. Delaj na sebi in vse dobro ti želim, ja, splača se, zato je čas, da sebe postaviš na prvo mesto. Tako da uživaj, vse dobro ti želim in se vidimo v naslednjem videu.